Ta projekt je bil tudi del širšega evropskega vprašanja, kakšne bodo bolnišnice v prihodnosti, ko govorimo o umetni inteligenci, ko govorimo tudi o drugih vrstah robotov, ki jih dejansko v bolnišnicah po Evropi že uporabljajo ali pa uporabljamo. Ni samo Frida in moram priznati, da smo bili eni izmed prvih, ki smo s tem projektom začeli, ki smo v Evropi testirali, kakšna bo sprejemljivost socialnih robotov, ki so zanesljivo nekaj drugega kot roboti, ki jih uporabljamo recimo v lekarni ali pa v laboratoriju. Tako da ni presenečenje, tudi pohvala Evropske unije je bila samemu projektu, ni presenečenje, da se ta projekt nadaljuje v neki drugi obliki, pa z drugim imenom na pediatrični kliniki. Celokupno smo tekom študije, ki je trajala od oktobra 2024 do konca maja 2024, obravnavali približno 200 pacientov. V samo študijo je bilo vključenih približno 40 zdravnikov, ob tem pa je v študiji sodelovalo še približno 30 medicinskih sester. Verjamemo, nekaj izkušenj tudi že imamo, da bo otrokom robotka zelo zanimiva in enako kot so vsi predhodniki poudarjali, lahko razbremenila nekaterega statističnega dela, vse zdravstvene delavce, da bomo lahko še bolj in več na razpolago našim mladim pacientom.